A poznate koga, ki ne zna reči ne? Jaz sem bila že med njimi, veste. Pa nam rekla, da sem že v popolnosti usvojila tole lekcijo, ampak se učim. V glavnem vam povem mojo zgodbo, pa pol še eno zgodbo ene druge gospe. V glavnem, začela sem pač postavljati meje in govoriti ne. In dejstvo je, da ko nekomu rečeš ne, se pravi eni drugi stvari rečeš ja. Se pravi, imaš mogoče več časa, imaš več energije, kakorkoli. Ženske smo programirane, po večini ženske, na to, da pač ustrežemo drugim. Seveda, poglejte, dojenček ne bi mogel preživeti, če bi mama rekla, sam si obriš žritko. To ne gre, ne? Dejstvo je, da nekdo mora poskrbeti za tega otročička. No in potem, dejstvo je, da vsi zrastejo, ne? Otroci zrastejo in marsikoga spotoma navadimo na to, da mi vse zmoremo, da smo vsemogočne in ker smo vsemogočne, logično postorimo vse in podpiramo 3 vogale hiše in 4. pol. Ste opazili tole sliko? Veličastna jaz je naslov tele slike in ta slika bo krasila naslovnico nove knjige. In vam povem, da zdaj sem pa že toliko blizu, dejansko imam jutri sestanek s tiskarjem in ja, zdaj pa bo, počasi bo. In ne vam še povem, da bom začela zbirati prednaročila na spletni strani srečnoživljenje.com. No ja, to bom verjetno jutri naredila, ne še danes, ampak v glavnem bo 20% popust za prednaročila in bo knjiga prišla malo čez 20 evrov. Ampak to je že literatura iz nove knjige. Če ste prebrali mogoče knjigo ali pa slišali za knjigo Ko telo reče ne, Gabor Mate je napisal to knjigo, jaz sem jo prebrala in vam povem, da ta knjiga ni za pred spanjem, ker noter so zgodbe ljudi, kako določene, predvsem ženske, niso zmogle reči ne, niso zmogle postaviti mej in tako naprej in so imele razne programe, kako poskrbeti samo za druge, samo za sebe ne. No in v glavnem, sigurno ste že slišali o tem, da, ali pa slišali, ste bili na avionu in na avionu vedno kažejo, kako ta stevardesa, ki so silni v izhodi, jaz sem daleč od teh stevardes, v glavnem, in potem pokaže, kako daš masko sebi in če imaš otroka, kako potem natakneš masko svojemu otroku. No in dejansko je ravno tako v realnem življenju. Če mi ne zmoremo poskrbeti najprej za sebe, ostajamo brez energije. In potem slej, ko prej telo reče ne, in to je podlaga za vsa avtoimuna obolenja. No, zdaj pa če pogledamo, to je že besedilo iz nove knjige, ko imajo duše žur. V glavnem, a veste, kako bo podnaslov? Podnaslov knjige bo Odstiranje tančic, dovolite si videti onkraj. No, ampak dejstvo je, treba počistiti temelja, če želimo, da bomo pol postale veličastne, da bomo tukaj gor pristale. Treba je pogledati, kaj je tisto, kar nas vleče dol. No in vse to, ko ne zmoremo postaviti mej ali pa želimo vsem ugoditi, želimo biti sprejete, vse naredimo za pohvalo. Mi imamo recimo kuža, ki bo vse naredil za to, da bo dobil tisti priboljšek. In mogoče se včasih tudi mi tako obnašamo, da želimo vse narediti, da bo nekdo rekel, ja, pridna si, a ne? In potem, ko si pridna si, tako, kako sem zadovoljna. No, v glavnem, vse to povzroča stres na celični bazi in ta stres ga občutimo tako, kot bi pojedali potres. Se pravi, razbijanje srca, utrujenost, potenje, glavoboli, težave s prebavo, driska, potem kronična utrujenost, bolečine, predvsem v hrbtenici, spodnji del hrbta, lahko tudi vratni del, da ste si preveč naložili, težko nesete. Povezan je pa vse to z prvo čakro, ki pa temelj in sploh bolečine v križu kažejo na to, da ste si pač preveč naložili in da ne znate jasno postaviti mej. Na dolgi rok se tudi to odraža kot nespečnost, odraža se na dnevni bazi kot razdražljivost, ja, na en način je človek prijazen, potem pa eksplodira mogoče na tistega, ki sploh nič ni kriv. In vemo, da pogosto, ne vem, ena slikca je,
oče ali mož se znese na ženo, žena na otroke, otroci na mačko. In na koncu pokasira uboga mačka, ker nič ni kriva. No, v glavnem, vse to vpliva pač na naš doživljanje sveta, kronični stres, pa na dolgi rok povzroča avtoimuna obolenja. Zdaj, avtoimuna obolenja so povezana od težav s ščitnico, Hashimoto, se pravi to kronično vnetje ščitnice, bom rajš po slovensko govorila, potem recimo sindrom razdražljivega črevesja. Recimo, kdor ima sindrom razdražljivega črevesja, v knjigi Ko telo reče ne piše, da ženske, ki so bile na nek način zlorabljene, privede njihov telo do tega, da odreagira ob najmanjšem stresu in dejansko povzroča vnetje sluznice. Potem presnovni sindrom je tudi avtoimuno obolenje, to pomeni, da je človek kronično utrujen, slabo se počuti, bolečine se mu selijo po telesu, brez energije je in predvsem redi se predvsem na predel trebuha, predvsem pa ne more shujšati. No in v glavnem, zdaj pa gremo na ta podzavestna prepričanja, a ja še to. Med avtoimuna obolenja seveda sodi rak, razni tumori, med avtoimuna obolenja sodi Alzheimerjeva bolezen, težave s tresočimi dlanmi, recimo, da za začetek se začne takole trest, potem lahko tudi astma, demenca, multipla skleroza, v glavnem vse tiste bolezni, ki se jih ne moremo nalesti. Tudi sladkorna bolezen je povezana s tem, da imamo potrebo potem, da potlačimo svoja čustva. No in zdaj vi boste dejansko v knjigi, Ko imajo duše žur, dobili vse to, kar sem napisala, to so podzavestna prepričanja in vi lahko sami sprobate, naredite mišični test, če imate katero od teh prepričanj. No in zdaj, ko sem še enkrat šla skozi knjigo, dejansko sem jaz sama preverjala, če imam katerega od teh prepričanj, ampak, a veste, da sem pogruntala, da imam, ali pa sem imela, sem že počistila, slabo vest imam, če komu rečem ne. Joj. No in v glavnem, seveda, potem pa, če imaš slabo vest, če komu rečeš ne, pa rečeš, joj, a spečem palačinke, joj, a ti lahko kaj druga naredim uslugico, in tako naprej. In človek spet teka za nekoga druga. Tako da sem se odločila, da določene stvari, a veste, vse tisto, saj si doma, saj imaš čas, cajta, ne po gorenjsk. Ja, lejte, če pa človek dela od doma, pa pomeni, da si mora majčkeno zorganizirati vse skupaj. No, v glavnem, strah me je eno od prepričanj, da bom na ljudi naredila slab vtis. Strah me je, da bojo ljudje grdo govorili o meni. Potrebo imam potem, da sama sebi lažem. Bojim se svoje resnice in tako naprej. V glavnem, nikomur ni mar zame, recimo občutek osamljenosti, strah me je lastnih jeznih izbruhov in tako naprej. V glavnem, človek to sam preveri in kaj potem naredi, seveda zdravilno molitev dekodiranja, da počisti to, da se napolni njegovo telo zdravilno novo energijo. In predvsem pomembno je, da uporabljamo potem vizualizacijo, kako bi pa mi želeli, da bi bil končni rezultat. Da usmerimo vizijo, misel v to, kar pa mi na koncu želimo. Mogoče, da za nas nekdo poskrbi. Joj, vam povem, jaz sem tako zadovoljna, ker no, zdaj se mi zafeclal jezik, kolikor nisem bila doma pocrklana, pa potem, ko sem bila poročena, ves čas sem za nekoga skrbela, no tukaj vam eno zanimivo zgodbo povem. Enkrat se je zgodilo, ko so bili otroci še zelo, zelo mečkeni in, a veste, pri mečkenih otrocih koliko je dela, pri 3, V glavnem, poleg tega, da imam posel doma, poleg tega 3 majhne otroke sem takrat imela, poleg tega je potem še tašča prišla in rekla, joj, nekaj sem kupila, pa daj spotoma leče v trgovino, pa mi zamenjaj, še zanjo sem letela v trgovino in seveda cel dan za nekoga skrbiš in dejansko zvečer, ko je seveda zdaj moj bivši mož prišel iz službe, smo pili kavo, to je bilo ob 6 zvečer. In dejansko je izgledalo tako, cel dan sedi.
In na koncu, ko sem ga malenkost prosila, da nekaj naredi, je rekel, jaz sem bil v službi. Dejansko, jaz sem pa cel dan letala okrog za druge, ampak dejansko videli se pa ni nikjer, da sem karkoli premaknila. In če se vam to dogaja, pomeni, da imate nalogo, da se naučite reči ne. Če imate že katero od avtoimunih obolenj, vaše telo že kliče po tem, da rečete ne. No, zdaj pa kaj naprej narediti. Obstajajo na internetu zanimivi nasveti, kako se naučiš reči ne, brez da občutiš krivdo. In potem piše tudi, da se lahko zlažeš in tako naprej. In jaz nisem za te zadeve. Da človek se zlaže, pa potem ne ve, komu se je zlagal in tako naprej. Jaz sem absolutno za resnico. In ja, včasih je težko izražati resnico, a ne? Sploh tisti, ki imamo to, moram ustreči nekomu, a ne? Zato je tako pomembno, da počistimo te svoje programe in da tudi tisto izrazimo, kar je težko. In ja, jaz se zdaj to učim. Recimo, danes sem bila pri mami in je zadnjič rekla za eno stvar, daj spotoma letja. Lej, pa sem videla, tam je popust, zdaj pa je mi še to iskati. In danes sem šla domov in sem ji pač nesla stvari, ki sem ji obljubila in sem rekla, lej, v bodoče, jaz enostavno nimam časa letati še po trgovinah in gledati, kje je kakšen popust. Te stvari pač bo treba drugače urediti. Ne gre. In tako, a veste, da sem se počutila, kot da je del bremena šel iz mojih ramen dol. In a veste, ker drugače ves čas ti govori tisto, moram nekoga osrečiti. Večkrat se je zgodilo, ko sem imela kakšno stranko tukaj pri sebi, da je imela program, moram osrečiti mamo. Ali pa moram osrečiti, se pravi nekoga druga, absolutno pa ne sebe. In ko imaš to potrebo, moram osrečiti druga, se pravi, mora biti ta druga oseba srečna, ne glede na to, kako se jaz počutam, slej ko prej se bo telo uprlo. Tako da, kaj pa naprej narediti? Najprej je potrebno, da poskrbite za svoje zdrave celice. Jaz vam vsekakor priporočam, vzemite Formulo 4, da boste lažje zmogli. Formula 4 ima noter vitamine in minerale. Jaz sama jo uporabljam in vam povem, da ja, po Formuli 4 se jaz res počutim kot Formula 1 in dejstvo je, da Formula 4 ne samo, da ima vitamine in minerale, da ima vse B vitamine noter, ampak vsebuje tudi olja iz soje, riža in iz pšenice, to je iz kalčkov, ki vplivajo na to, da se celična membrana odpre in da res hranilne snovi grejo noter in da je maksimalni izkoristek hranilnih snovi. In vidim, da meni to dobro deluje. Veste, ker drugače padeš dol. Si utrujen od tega, da si utrujen. Naslednja stvar, kar vam priporočam, seveda, čas za sebe. Zdaj pa vemo, da dan ima 24 ur. In če vedno osrečuješ druge, nekje zmanjka časa za tebe. In tukaj not je treba narediti, dejansko jaz sem tako naredila, jaz vam govorim iz svojih izkušenj, začela sem zjutraj postavljati sebe na prvo mesto. Se pravi, zjutraj poskrbim za to, da se natelovadim, zjutraj naredim meditacijo, zjutraj te tibetanske vaje delam, zjutraj potegnem par sporočil prehodu na vodobo in rečem, stvarstvo, kaj je ta trenutek sporočilo za mene. In dobim vedno ta pravo sporočilo. Sicer za danes nimam pojma, kaj sem dobila, ampak bomo zdaj pogledali za nas, ki imamo tale izziv, težko rečem ne. Jaz sem sonce, ki sveti ljudem. Jaz sem žarek sprememb. Sončni žarek je prišel. Poglejte, sončni žarek, jaz sem žarek sprememb. Ampak dejstvo je, da sem lahko žarek sprememb samo v primeru, da res sebe postavim na prvo mesto. Na zemljo sem poslana, da ljudem svetim. Stvarstvo me potrebuje prav ta trenutek. Povezujem se z izvorom svetlobe. Dovoljujem, da me vsako jutro napolni nova energija. Sončno energijo nosim v svojem srcu. Žarim v ljubezni. Zdaj pa veste, kaj vam še hočem pokazati? To veste, da sva posneli z Matejo Bobek USB ključek in vsa ta sporočila, ki jih berem iz kart prehodov na vodobo, sva posneli
na ključek in je nastal kristalni prehod v novo dobo. In to pomeni, da imate vi 3 ure pozitivnih afirmacij na ključku in jih enostavno poslušate, ko ste v avtu, ko se vozite v službo, namesto poročil, namesto tega, kje je nesreča, kje je zastoj, kaj se dogaja v parlamentu, kakšna kriza je z covidom, vi enostavno poslušate pozitivna sporočila. Ena so posneta v prvi obliki kot afirmacija, druga so pa posneta v tretji obliki, se pravi, kot da vam nekdo to govori. No pa zdaj, da vidimo naslednje sporočilo za nas, ki rabimo se bolj postaviti za sebe, da lahko potem takole stojimo, da postanemo veličastna jaz. Ne gre drugače. Lahko postanemo veličastne samo na ta način, da najprej poskrbimo za svojo srečo. No, da vidimo naslednje sporočilo. Zdravilni žarek, sončni žarek, zdravilni žarek. Zdravilni žarek teče skozi tvoje telo. Zavedaj se, ti si bitje luči. To je karta 38. Skozi kronsko čakro se v tvoje telo steka zdravilna energija in zdravi tvoje oči. Pomlajuje tvoj obraz. Čuti pretočnost. Zdravilna energija teče po hrbtenici navzdol in se dotakne vsakega tvojega organa. Steka se vsako celico tvojega telesa. Zdravilna svetloba, nova energija se dotakne vsakega sklepa, teče preko kolkov in kolen, ter se preko stopal steka v mater zemljo. Zavedaj se, ti si boginja na zemlji. To je zdravilni žarek. No in prav mogoče si to lahko predstavljate, ko delate zdravilno molitev dekodiranja, ko rečete, vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno božjo svetlobo. Gremo še na eno sporočilo za vas, ki se učite postavljati meje. No, da vidimo. Naslednje sporočilo pa je rojstvo. Boginja. Ti si boginja na zemlji. V tebi se vsak dan rojeva novo. Že zadnjič je prišla tale karta. Očitno je čas za boginje. Staro umira in ustvarja prostor novemu. Zaupaj procesu. V tebi je večno življenje. Sprejemaj vse, kar ti pripada. Zdravje, lepoto in izobilje na vseh področjih. Hvaležna bodi za svoje žensko telo. Dovoljuj, da se tvoja ženska energija izrazi. Zavedaj se, ti si boginja na zemlji. 2-krat je prišlo sporočilo, ti si boginja na zemlji. Ja, lejte, Picasso je rekel, da obstajata 2 vrsti žensk, in sicer predpražniki in boginje. In dejstvo je, da če ste predpražnik, ne morete biti boginja. In ko se vi odločite, da ne boste več predpražnik, ko se vi odločite, da je čas, da rečete dovolj, takrat se bo vse spremenilo. Ampak vesolje čaka zgolj na to, da vi rečete komando. Kam naj gre energija? In danes sem prebrala odlično misel od gospe Dragice, mislim, da se piše Nekrep, na Facebooku. Ona prevaja sporočila nad angela Mihaela in v glavnem je napisala sporočilo. Dovolite, mislim, da je tako napisala, dovolite, da ljudje, ki se vas izogibajo, odidejo iz vašega življenja. To ni več, te ljudje niso več v vašem božanskem načrtu. Spustite jih. Ta dušni načrt dela prostor novemu, čas je za nove začetke, čas je za nove ljudi. Ja, in vsak človek nam prinese eno lekcijo, nekaj se učimo skozi življenje. In ja, če vas življenje močno šola, pomeni, da si vaša duša veliko zadala v tem življenju in je čas, da enostavno sledite klicu vaše duše. In če je to, kar se vi učite, enkrat mi je rekla, prav Elena Seničar mi je rekla, joj, ti pa res ne znaš reči ne. To je tvoja življenjska šola. In vem, da jaz bi zbolela, če se ne bi začela te lekcije učiti. In zdaj, še ta zadnja karta, nova energija, nove ideje prihajajo kot sporočila, prebliski in slike. Pred vami je novo obdobje. Juhej, čas je za nove začetke, nove ljudi. Sedaj se prepuščam toku življenja. Zaupam, da se bo vse uredilo. Jaz, in potem date svoje ime, sem več kot se zdi. Zavedam se, da sem stvarnica svojega sveta. V meni se pretaka mogočna sila.
pa smo spet pri veličastni jaz, kjer ima v ravnovesju ta boginja temo, svetlobo, dan, noč. Ona je točno na sredini, je v ravnovesju in je veličastna. In to vam tudi želim. Tako da jutri več o tem posnamem o prednaročilih. V glavnem dejstvo je, da zdaj bom približno toliko časa, da pride iz tiska knjiga, zbirala prednaročila za novo knjigo. Se pravi, ko imajo duše žur, no, pa ne imajo duše žur. Uživajte in imejte se radi.